Dobrodošli v Q&A. Se pravi, zdaj bom odgovarjala na tvoje vprašanja. Leto, našminkala sem se. Drugače pa tole, Milani, 130. Drugače je tako ful lepa, sam gre ful hitro dol z ustnic, no. Je pa ful taka vlažilna in to mi je ful dobro. Pač meni je nasploh Milani ful dobra make-up znamka. Ok, vodo imam, kavo imam, dajmo začeti, da ne bo ta video predolg. Lana sprašuje. 5 najljubših knjig. Meni drugače o knjigah tako, če me vprašaš najljubša, ful težko, zato ker jaz imam slab spomin. Jaz ful hit pozabim. Tudi če mi je knjiga vrhunska in ker berem knjigo za knjigo, to pol hiter, ne, pač moji možgani. Ok, tako na hiter, ki mi je pada na pamet, itak Harry Potter, Boris Cavazza, autobiografija, ko je napisala Vesna Milek, Sisi, katerikoli avtor, Davy Smiles, autobiografija, še ena autobiografija, zanimiv. Pa kakšna kriminalka od Agathe Christie, Smrt na Nilu ali pa te njene, so ful dobre. Najljubše potovanje. Kanarci, Lanzarote, to sta šla z Dragim 2019 in to je bilo v bistvu najno prvo tako potovanje z letalom. Ne me reče, da to zdaj edino. Ne. Obede se od 2019 nisva bila na letalu. Ok. So se nisem zavedala tega. Ful pogrešam iti na letalo, pa zadnja leta, mislim, takrat itak ful dolg nismo mogli nikamor, pa so šla pa zmer z avtom, tako tak trip sva naredila in je bo drugače tudi ful dobro, no, ampak ja, ful pogrešam potovanje z letalom. Najljubša kavarna. R&B kafe na Bavarcu, tam imajo ful tak dober vibe, naročiš prašanko, plačaš, pa ti pa prinesejo za mizo, imajo v Prtličju pa zgori. Jaz sem sicer najraje v Prtličju, kom tako da imam mir, pa da berem, včasih zna biti dosti polno. Imajo najboljšo korenčkovo tortico tam v R&B-ju. Nikjer ni boljše, verjem. Sem že probala v Ikeji, v Italiji, ni boljše kot tam. Ne zdaj si navalit, no, da še menj kaj pustite. Najljubša hrana, je pa več, v naključnem zaporedju. Pica, suši, mesne kroglice s pirejem, kakšne njoki z neko mako, mesom, kaj pa jaz vem. Ja, to. Ne, ja, evo, moja Neči sprašuje, koliko otrok želiš imeti? Če se mojega dragega vprašam, bi rekel tudi 10. Jaz bi si želela 2, ampak ker sva stara že 38, to ni kar tako. Če bo eden, bo zelo dober. Kaj več potem zdaj zaenkrat ne bi govorila, mogoče kdaj. Odvisno, kako se bo razpletlo. Najljubša trgovina, Miller, pa ta poslovalnica na Čopovi. Jaz sem v ta Miller hodim že od srednje šole in če sem kje tako največ v trgovinah, sem v Millerju. Dobro, zadnje čase se ga malo izogibam, da ne zapravljam, ne? Ampak tako. Najljubša destinacija po svetu, kam si želiš iti po svetu? Posod. Zdaj najljubše sploh ne bi znala povedati. So mi kakšne pa take eksotične všeč, ala Gruzija, Armenija, kva še, kakšna Afrika, podsaharska Afrika, Nova Zelandija. Čeprav po eni strani, zdaj ko vsak potuje, mi to ta potovanja niso več tako zanimiva, jaz ful ne prenesem gužve, ne, jaz gužvo res sovražim. In zdaj kamorkoli greš, sploh te znane destinacije, pač gužva, ne, in mene to pa ful odbije. Jaz sem recimo, evo, primer Benetke. Jaz sem v Benetkah ene 5-6krat, tako obožujem, ne, vse, od arhitekture, zgodovine, ima vse, ne. In pa sem lanskrat polet, mislim lanskrat septembra, ne, z Dragim, ko sva šla pač v Italijo in pa spotoma sva se še v Benetkah ustavila. In se ti zamer, enostavna destinacija se ti zamer, recimo Bali, jaz bi šla ful na Bali, ampak vidim, da vsak potuje tja, a ne ti na Instagramu vidiš, a veš, ko so une dva, ne vem, kako se tem reče, no, pa sigurno veš, kaj mislim, ko se vsi slikajo,
To je pač Instagram, ne, pa realnost je pa taka, da tam je za mizo, tako kot jaz, ima zdaj mehno mizico, sedi in kasira, pa tam za njim pa ne vem kakva gužva ljudi, a ne, da se fotkajo. Ne vem, pač meni so malo ta potovanja zgubila čar. Predvsem si tudi želim seveda odkrivati Slovenijo, to, ker se mi zdi ful pomembno, ful želimo potovati po svetu, Slovenije pa sploh ne poznamo, pa Slovenija ima toliko nekih krasnih destinacij, da je noro. Pa ne zdaj si navaliti, ok? Kaj v življenju najbolj obžaluješ? Dober, ni da zdaj bom rekla, zdaj pa obžalujem to pa to. Obžalujem mogoče to, da nisem več potovala takrat, ko sem bila mlada, ko sem imela več energije mogoče bilo finančno malo težje, no. Obžalujem, da sem se preveč s tipi ukvarjala. Sem imela prvo resno zvezo že pri 20-ih. Verjem, to je čist prezgodaj. To sploh ne rabiš tipa toliko zgodaj. Vem, da bo to zdaj marsikomu šlo v nos. Verjem, da ko si toliko mlad, itak pojma nimaš, a ne, v odnosih. Pa se mi zdi, da je bolj redko, da kdo, ne vem, kaj pri 20-ih pa da pol ostane cel life. Mislim, jaz take ljudi občudujem, ampak v današnjem svetu se mi pa zdi, da tega vse manj, da se tako plačujejo za vsako malenkost, no, kar pa tudi, ne. Obžalujem tudi to, da nisem tako več različnih služb probala, da se nisem več upala, ne. Ne se mi zdaj smeje, recimo hotela sem biti igralka, ampak nisem imela jajc, pa pač to nisem, a ne, ok, zdaj me je mogoče malo minil, ampak tako, a ne, pač upi si, probi res čim več stvari, čim več različnih služb, da vidiš, kaj ti je sploh všeč, da sebe spoznaš, ker mi dostikrat mislimo, mene pa to zanima, v bistvu pa to prihaja od nekje drugje, mogoče starše, od družbe, ne. Tako da zato je ful pomembno, da res sebe spoznaš, da veš, kaj hočeš, da veš, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč. Tudi če ne veš, kaj te zanima, vsaj potem lahko tako ugotoviš, kaj te ne zanima. A ne, jaz sem dostikrat mislila, da nekaj želim delati, pa sem pa probala, pa sem ugotovila, da me to sploh ne zanima, ne. Zato je res ful pomembno pač v prakso iti in to probati. To, sej, mogoče če smem na svet za vas 20-letnice, ki ste mlade, ne biti stroge do sebe ali pa strogi do sebe, bodi potrpežljiva. Se mi zdi, da smo pri teh letih ful neučakani, da bi vse takoj, počas, ok. Uživi to mladost, tudi žuri, seveda tudi kaj deli pametnega zraven. Jaz sem mogoče malo predolgo študirala in imam zdaj ful malo delovne dobe, ko v resnici pa delam že, ne vem, vsaj 15 let, ne. Ampak ker smo pač prek študenta, se nam je to skoraj nič poznalo, tako da. Kaj ti v življenju največ pomeni? Največ mi pomeni, da sem jaz in ljudje, ki jih imam rada, zdravi, da se razumemo. Ker drugo sploh ni pomembno. A ne, influencerji nam prodajajo ta lažen lifestyle, sam ta materializem, pa ta materializem sploh ni pomemben. Ja, seveda, se tudi jaz bi rada živela v neki hiši, pa da se ne rabim sekirati za najemnino, da ne rabim gledati, koliko stane. Seveda, to itak, da je pomembno, a ne, denar je pomemben, ampak ne pa, da imam jaz zdaj Louis Vuitton torbico, ne vem, kakšen blišč, mislim, da ne bo kdorkoli užaljen, to je pač moje mnenje, moj pogled na svet, to so meni tako nepomembne stvari. Jaz se tudi pa z busom furam in mi čisto nič ne manjka, kvečjemu, zato to knjig preberem, zato ker se furam z busom, ker berem skozi, ne. Ja, in meni so pač te stvari pomembne, da smo vsi zdravi, da se razumemo, da tudi kaj dobrega pojemo, če gremo tudi na kakšen izlet, če to boljš. To je pa v bistvu to. Ker materialne stvari niso pomembne. V bistvu ful. Napačno je to, ker se v današnji družbi to poudarja ta materializem, namesto da bi se druge stvari, te vrednote, kot so, ne vem, spoštovanje, eno drugega, uvidevnost, emocije, čustva, ne, te stvari so toliko bolj pomembne, kot pa ta materializem. Zdaj, če je to žaljen, oprosti, to pač ni moj namen, sploh ni moj namen, jaz pač sam nek svoj vidik pokažem, ker tudi nekaj življenjskih izkušenj pa imam, a ne? Tako da je to pač striktno moje mnenje. Če se z mano ne strinjaš, nič narobe.
Gaja Luna sprašuje, kakšne imaš plane za naslednjih 5 let, kje se vidiš? Jo, jaz pa ne vem. Včasih, ko sem bila mlajša, recimo, ko sem stara 20, sem se pri 30 videla neki ful hudi poziciji, ful hud job, ful potujem, pa se malo zbudiš. Pa mogoče vidiš, da te tudi to ne zanima toliko, kot si mislil, da te. Tako da ful ne razmišljam toliko, sploh pa 5 let. Veš, 5 let je ful dolga doba, tako ful. Sicer mine takole, ampak je vse meni se zdi pač tako ful dolga doba. Zdaj lahko tako rečem, no, želiva si pač ustvarjati družino, se pravi enega otroka, delava bajto v Bosni, ker pač v Sloveniji si je ne moramo privoščiti, ker tle v Bosni, ki je delava, je v bistvu pač ni tak na njihovi zemlji, a ne, Stanka je moj dragi. Tako da na to za naslednjih 5 let, evo, to pa res želiva dokončati, da bo res finito, usilila se bova, upam, že prej. Letos, ne verjamem, nekdo ima žurko na parkingu. Letos mogoče bova v eno sobo, no vsaj da to, da pa lahko že spiva tam, pa ja, 5 let pa res, da se, upam, da bo prej sicer, no, ampak da se res kot dokonča vse. Kaj še? Mislim, vidim, plani. Jaz bi si želela pač seveda živeti od tega ustvarjanja, ampak mislim, da pač to zame ne bo realnost. Ampak dobro, pač je, kad je, se ne sekiram. Imaš v planu kakšno selitev v drug kraj ali državo? Jaz Slovenije ne bi zapustila, moj dragi bi šel, kakšno Avstrijo, Švico, njemu to ne bi bil problem. Jaz si pa ne želim, sploh pa zdaj, ko vidim, kako je tudi druge po svetu, da sploh ni več tako rožnato, kot je bilo, a ne. Mogoče tako zdaj to govorim potencialno, če bi res imela neko tako fudora priliko za nek dober job, pa to recimo Nova Zelandija. Da bi me tako res pritegnil, da bi šla, drugače pa sploh ne. Res, ker tle nam je ni več tako rožnato v Sloveniji, kot je bilo, ampak še zmeraj je dober, pa če sem tle odrasla, Slovenija je moja država in normalno, da se največ tle vidim, a ne. V drug kraj, odvisno kje, kam, fora tem, da midva sva že prej iskala kakšno stanovanje, za haterje, if you know, you know. Ful sem imela slabe izkušnje, ko sva iskala stanovanja za najet, ne za kupiti seveda. In to parkrat sva iskala v različnih časovnih presledkih. In normalno te vmes mine, a ne mine te, ker imaš toliko slabe izkušnje, ampak res slabe izkušnje, ne bom govorila, te mine. In zdaj pa sva, kjer sva, mislim si, nama ni nič hudga, a ne. Mogoče bi si želela pač neko večje stanovanje, da ima bolj udobno, mislim predvsem moj dragi, ki je pač visok, ne, pa njemu ta mansarda se doskrat udar v glavo, jaz sem se pač navajena, normalno, že od nekdaj. Ampak drug kraj bi pač sem mal vezana na javni prevoz, ker se pač furam z busom, jaz vozila ne bom, ker se ne upam in ja no, tako da ne vem, res. Bomo videli, kaj bo čas prinesel, ne. Kaj z dragim rada počnete v prostem času? Dobro vprašanje. Ko je prilika, greva zelo rada na kakšen izlet, ki dobrega pojest, ker pa zdaj mal pazva na denar, se je tega pač malo zmanjšalo, ne, normalno. In potem kaj nam ostane, res, kaj midva tako res najraje, da se ga počneva, gledava serije in pa filme. To je najina tako, mehurček, comfort zone, recimo zadnjič sem bila na obisku pri sestri in pa se furava domov in pa se bova zdaj gledala serijo, ja, bova gledala, ne. Pa se dava na poslo, ta laptop, pa se zraven sedeva in mogoče kaj jeva, pa pač gledava in meni je to nekaj najboljšega. Potem še eno vprašanje, če živim v bloku ali hiši, živimo v bloku. Idealno bi bilo, da bi neko bajto kupili, pa da bi bilo spodaj moja starša, zgori midva. To bi bilo idealno, ampak potem je seveda tle kredit, pa tako naprej, ne. Bomo videla. Seveda sem morala pozabiti še na par vprašanj. Pač moj spomin, moji možgani. Komputor, tukaj sem se pisala, Mici sprašuje, katero knjigo, ko si jo prebrala, si najbolj zapomnila in zakaj? Koliko sem že imela, pač moji možgani si jih ne zapomnejo toliko stvari, tudi če je ful zanimiva knjiga, ampak ok, malo sem razmišljala, biografija od Borisa Cavazze, ker je res
to huda, žalostna na momente, itak sem jokala in pol je najhuj, tam si na busu pa se zadržuješ, da ne jokaš. Tako da to ti mogoče priporočam, da ne bereš na busu, če nočeš jokati v javnosti. V bistvu sem ugotovila, da meni so avtobiografije vrhunske knjige in vse biografije, ki sem jih do zdaj prebrala, so bile svetovne, tako da moram jih več brati, enostavno pozabila na njih, ker so pač v moji knjižnici v štuku višji in pa pozabim. Okay, ja. Jo, prišel je še en komentar za najbolj, katere so moje najlepše, ne vem, poezija, kriminalka, biografija, zasebna rast, ampak to si bom vzela malo več časa, ker si zaslužite, da malo boljše naslove. Oziroma, da malo boljšo raziskavo naredim. Tako. Mija mi je na TikTok pisala in napisala mi je, kako in zakaj si se odločila, da začne s socialnimi mreži. Zanimivo vprašanje. Te začetni youtuberji v Veliki Britaniji, v ZDA, jaz sem v bistvu njih začela gledati in valjda, ne, to so bili te vlogerji, čisti te prvi vlogerji, ki so se snemali, vlogali, uživali in potem s časoma tudi začeli služiti in mene je to ful pritegnilo. Mene bo to zanimivo, ker jaz sem si v bistvu želela tako, da bi potovala in snemala, ne, mogoče je bilo to moje prvotno, mislim, se bi še zmeraj, ne, itak. In mogoče me to nekako se mi je zdelo privlačno in zanimivo in mogoče res edina stvar, kjer se vidim v tem. Jaz sem imela prej en YouTube kanal, ki sem ga pa zbrisala, ker sem delala pač vsebino v angleščini, ful časa, tudi na Instagramu sem delala vsebino ful časa v angleščini. A zdaj boli 2 leti, da sem prešaltala na slovenščino. Ful je bolj, ker sem jaz ful bolj avtentična. Pa tudi v bistvu začelo se dogajati, no. V angleščini, ki sem delala, ni bilo nič, se ni dogajalo, zato ker je po moje tudi v angleščini itak čist preveč zasičeno, pa itak mi, ki delamo content v angleščini, to ne bo pokazalo nekomu, ko je v Veliki Britaniji, pa to bo še zmeraj prikazuje pač nam geografsko bližje, oziroma Indicem, kar pa itak ni tvoj trg, tvoja cena publika, no, kakorkoli. Potem pa še Girl 456 lol je postala ful take hitre vprašanja, tako v bistvu ful dobra vprašanja, tako da bom na hitrico poskusila odgovoriti. Kateri emoji te najbolj opisuje? Ne vem. Pri meni se tako spreminja, ko imam neko obdobje, ko skozi uporabljam en emoji, zdaj, po moje zdaj največ srček. Kaj pa ne vem. Če bi do konca življenja lahko jedla samo eno hrano, kaj bi izbrala? Joj, to je pa moja nočna mora, jaz se ful hitro naveličam, če skozi jem eno in isto. Jaz moram ful jesti raznoliko, različno hrano, razen preseneča me to, da se nisem naveličala jajc, glede na to, da že po moje zadnje 2 tedna skozi to jem za zajtrk. Dobro, me sem zdaj malo nehala, tako da sem ne mi ene hrane, ker to je meni, ne vem, to meni ni cool. Ampak recimo, če že moram izbrati, bi izbrala suši. Kaj te najbolj motivira pri ustvarjanju vsebine? Se mi jezik plete. Najbolj me motivira to, da jaz toliko rada snemam, ker če ne bi tako že zdavni nehala, se pravi, prvo je ta ljubezen do ustvarjanja vsebin, drugo si po v bistvu ti kot skupnost, a ne, ko date take lepe komentarje, da sem samo ok, očitno pa le moram nadaljevati, a ne, tako da hvala. Kako si začela svojo pot influencerja? Jaz nisem influencerka, jaz ne živim od tega, jaz imam svojo službo, ki je pač ločena od tega. To jaz delam v prostem času, moj hobi. Ja, v bistvu to, kot sem pač prej rekla, mene so inspirirali, so me ti tuji youtuberi in to sem v bistvu pa tudi želela. Sicer pre me je utopija, jaz po moje tak nikoli bom živela tega, ampak gremo naprej. Katera je tvoja največja stvar poleg ustvarjanja vsebin? Moja služba. In moj prosti čas. Knjige! Jaz bi pa najraje živela od tega, da lahko berem knjige. A me lahko doplača, samo da berem knjige. Katere tvoje must have modni kos? Ne vem. Torbica, ker brez torbice ne moš nikamor. Pa mogoče kakšna jakanca. Jaz recimo polet nosim zmeraj vsaj kakšen blazer ali pa srajčko, karkoli sabo, ker
Tu, če je toliko vroče, zvečer nikoli ne veš, če se ohladi, oziroma na busu zna biti pol toliko mrzlo, da zmer nekaj rabiš. Tako da to. Pa torbica je obvezna. Jaz brez torbice ne morem biti doma, razen če grem na sprehod. Kaj te najbolj vdihuje v življenju? To sem pa te že prej odgovorila, ne? Ker je bil ful dolg odgovor. Kako si prišla do ideje, da bi postala influencer? Jaz nisem influencerka. Se pravim, toliko rada snemam in sem toliko hvaležna, da so te videi dobro sprejeti, predvsem ti vlogi. Cilj je bil seveda lih ta dolgi videi, kar se normalno na začetku ni bilo, potem sem s temi shorts začela, ker so se prijeli in potem nekako mi je kapnalo idejo v glavo, da bi pač rada dokumentirala svoje življenje in zakaj pa ne bi začela z vlogi in so ful dobro sprejeti, tako da res ful hvala, da lahko to delam, ker to te vlogi meni pomenijo, da pa tudi jaz recimo za nazaj lahko gledam, ker se pravi, moj spomin je malo slabši. In pa če me kaj zanima, pa tudi se pozabaš, a ne, recimo, tudi ne vem, ker sem bila par let nazaj v Črni Gori, a ne, pač pozabaš in pogim pogledat vlog, a ja, to so počela ful dobro, a ne, tako da. Zato ti tu priporočam, snemi, sliki vse, ne rabaš nikamor dajati, mej zase, pa nekam si shranil na disk, ne na zunanji disk in pol, ne vem, čez nekaj časa, a ja, kaj smo pa kje počeli po let 2018, ker verjem, da pozabaš. Tu, če imaš dober spomin, pozabaš. Brez katerih 3 stvareh ne moreš začeti dneva. Prvo, brez kladonta, da se mi je v zobe, brez kave, v bistvu brez knjige, ker jaz tuče, recimo, če delam zjutraj, jaz se pač tako izrihtam in grem v službo, berem na busu, pa še lepo spijem kavo, če sem pa doma, če delam popoldne, itak si prenaštimam budilko, se pravi, itak se mijem, skuham kofe, tudi če sem sama, ali če se skupaj, naredim kavo in če sem sama, potem naraj itak takoj začnem brati knjigo, če se skupaj pa malo čvekava, pa pol začnem recimo brati knjigo. Ja, to. Kateri je tvoj najljubši outfit vseh časov? Tisti, ki je udoben? Najbolj pomemben je, da ti je udobno, da se dobro počutiš. Udobje čez vse. Zdaj tako na pamet mi pride kakšen spomladanski outfit, recimo neke udobne hlače, neko tako majčkico, pa kakšen blazer čez ali pa srajčka, ampak da imaš pokotjakno. To se meni zdi tako tak hud outfit, pa udoben. Pač naraj vam li zato, ker je ni premrzlo, ni prevroče. To. Katera je najbolj čudna hrana, ki se da poskusila? Ne vem, zdaj mi načnemo padati na pamet, razen mogoče ta veganska polisalama. Kako se spopada s pritiski družbenih omrežij? Težko. Kot že veš, zelo težko. Jaz se zavedam, da te negativni komentarji, da pač hejteri, da oni v bistvu, ko meni napiše nek hate komentar, da to nima veze z mano, da to v bistvu oni projicirajo sami sebe, ker pač nimajo veze z mano. Jaz to vem in se zavedam tega, s časoma normalno, da prebolim, ampak na živce mi gre in skrbi me, kam gre ta družba. Ker se mi zdi, da so to te negativni komentarji postali tako nekaj normalnega, ko ti folk reče, saj se navadiš, saj je to dobro za algoritem, ja, algoritem. Mislim, kakšen algoritem, kva vi sploh govorite? Gre se za to, da pač ne moramo normalizirati tega in ni cool, a ne? In kam gremo kot družba? To mene skrbi. V kakšen svet bomo pripeljali naše otroke? Zato gre meni hate komentarji na živce. Ne? In še zadnje vprašanje, katere aplikacije na telefonu ti največ pomeni? Una za poklica, da lahko dragega pokličem, ko je v Bosni, je v tem primeru Viber, in pa, če smem še eno, Google Maps. Jaz sem brez Google Maps zgubljena, če ne vem, kam moram iti, ker jaz sem tako, se mi zdi, da nimam njih najboljše orientacije, če ne poznam kraja in pol, oziroma pač lokacije, kamorkoli moram iti, no, sej tudi zelo Ljubljano rabam, valjda, in ja, te dve, no, se lahko, se pravi, klic, Viber, Google Maps. Ne bomo rekli družbena mreža, drugače pa itak sem največ na Instagramu, YouTubeu in pa TikToku. Ok, to je za te, kar sem pozabila in gremo nazaj k rednemu programu. In še zadnje vprašanje, se ne bo to dolg video, sem mislila, da bo ful dolg, ne bo, Iza, ful lepo, ker si meni navdih, me zanima, kdo pa tebe navdihuje. Hvala, Iza. Ful dobro vprašanje v bistvu in imam kar nekaj zapovedati. Že moja druga kava, ura je 10:30. Se pravi, meni je v nadih
angleški youtuber Mark Ferris, ker je tak preprost dečko, ful je tak hvaležen, se zaveda, da je v bistvu pač publika tista, zaradi katere je on lahko to počne, kar počne, ker on pač je youtuber, se pa živi od tega. In mi je res tak car, tako navdih in če bi se midva spoznala, midva bila BFF. Tako da on me ful navdihuje, potem drugi je tale Bradley on a budget. Njega sem enkrat imela v vlogu, model je pozitivno nor. On me je toliko naučil, kako gledati na denar, kako res šparat, ne zapravljati za neumnosti. Ker, dragi moji influencerji, vam samo hočejo prodati stvari. To je ta resnica, ki boli, ampak tako pač je. Šfora tem, da mi ne poznamo toliko teh marketinških trikov in pa pač misliš, to rabim, ne rabiš. Premisel 5-krat, preden kaj kupaš, a ne? Ker imamo itak čisto prave stvari, a ne? Sej sem naredila video, če se ne bom kupala letos. Drugače je dober. Ja, in on me je res tako, ker je pač, to, ker je ratel drago, že sam hrana v trgovini je draga, ker si jo moraš sam skuhati, kaj šele, da greš v restauracijo, mislim, bog ne daj. A pa da greš na kavo. Jaz sem včasih tako dosti redno hodila, vsaj parkrat na teden, tako samo na kavo, ali ne grem brat, zdaj pač tega ne počnem več, ker je to drago, a ne. Sorry, 2,5 € za eno kavo z mlekom, sorry, ne bom dejala, ali pa skoraj 3 € v Zvezdi. No way, pa je lahko najboljša. Oziroma v Stovu je še več, sem je čez 3 €. Pač ne, pa za nekaj jajčka 10 €. Mislim, da nekaj si tudi malce ne dobimo toliko plačane, a ne, mislim, ne, pač skoki si doma, vse se da, samo organizirati se je treba, pa ne biti len, tako da on mi res, če mi pa dokaj, da mi je prav tako toliko na life vplivo, je pa Bradley. Pač model je mal odbit na začetku, jaz sem ono šokirana, ker sem gledala njegove videe, ker model se tudi kot dere, shut up, wake up, ampak zdaj jaz prvo itak umiram od smeha, ko ga gledam in pa se ful naučim, tako da I love him, res, obožujem ga. Potem to je pa to v bistvu, jaz sem tudi včasih imela normalno, ki je bil kakšen influencer, v navdih ali pa kakšne te slavne osebe, ala J-Lo, Blake Lively, pa v bistvu vidiš, da so to resnici osebe, ki so ki niso na realnih tleh, ki nimajo pojma, kaj je to. Navadno življenje, ki ga živimo mi, navadni smrtniki. In pol mal vidiš, lahko jih občudujem z tega umetniškega vidika, absolutno, ampak da se mi pa tako navdih v privatnem življenju, pa absolutno ne, ker to je. Oni živijo v čist drugem svetu, kot mi in mi tako oseba pač ne more biti navdih, nažalost. Jaz navdih res poskušam videti v vsakem malem trenutku, se pravi zjutraj, ko se umijem, oblečem, pogledam čez okno, da vidim kakšne vreme, pogledam v uno stran, tam sonce vzhaja, potem drugo stran pogledam, ko čist drugače, recimo tam nekaj zna biti, da te strani zna biti, ne vem, sonce, tam megla in samo uno, ko pogledaš ven, se pravi to panoramo, ko jo imaš, ki je tako lepo, ko si uno, wow, koliko je narava lepa. In jaz poskušam v tem najdeti navdih, a ne se pravi, v naravi, v vsakdanjih trenutkih, nek otrok, ki je tako kulturen in se samo wow, kakšen navdih. Ali pa ne vem, nekdo, ki je pač res to, kar je in se ne pretvarja in je, kar je in se samo wow, the best. Ali take stvari, če jaz koga navdihujem, wow, sem zelo počaščena. Knjige, knjige so meni največji navdih, jaz knjige obožujem, brez knjig ni lajfa. Filmi, serije, kakšni citati, ki vsak dan berem na vlogih, a ne te citati, the best. V bistvu je bil en request na TikToku, da preberem kakšne te citate, pa v bistvu bom za januar zbrala najljubše citate, ker so res ful hudi, tako da to bo še posebej, bom posnela. V dobri hrani najdem navdih, ker takrat sem srečna, sploh ko nekaj skuham, pa ko spečem, ko spe. To je meni tak navdih. To tako, veš, navdih tudi tako, da ti da zagon, energijo za življenje, a ne, ker smo včasih kaj je sploh smisel lajfa? A se to sprašuje? Jaz se sprašujem skoraj vsak dan. In ja, in potem take stvari navdihujejo, navdihnejo in ti dajo same energije za lajf, a ne. Dejano, upam, da to ni bilo tako morbidno za zaključek, ampak tako razmišljam.
V bistvu sem pa ful hitra, ne moram verjeti, tako da to moram zdaj še editirati, pa pol čim prej objaviti. Ja, to je to, bomo še kdaj ponovili, če bo pač interes, lej, če bo, če ne pa, tudi prav. Tako da ja, ful hvala, da si gledala ta video, hvala, da si tle, res toliko cenim vaše komentarje, to mi je tako pravno, koliko ste lepa skupnost, tako nezaslužen si vas. Res ful hvala, no se si da gledamo hvala, ne? Rada te imam, imeli dan.